Da bi lahko asistenčni sistemi na motociklih, ki jih je predstavil Andrej, delovali in predvsem pomagali, pa moramo najprej poskrbeti za glavni pogoj – ustrezne pnevmatike. Laično bi lahko rekli, da moramo vedeti zgolj dve stvari – ustrezno dimenzijo in namen uporabe motocikla. Že pri slednjem pa ni več tako enostavno, saj moramo upoštevati, kakšen motocikel obuvamo. Je to športni, morda enduro ali pa potovalni oziroma čopar. Nakup dobre pnevmatike je že pri avtomobilih precej zahtevna reč, saj so pravzaprav vse črne in okrogle. Pri motogumah je zato izbira še toliko bolj zahtevna in pomembna. Že res, da lahko delne informacije najdemo sami na spletu, a prav nič ne bo narobe, če za nasvet povprašamo strokovnjaka oziroma prodajalca. Pri tem pa mu seveda zaupamo, kakšno je naše vozniško znanje, kaj od vožnje zahtevamo in kako vozimo. Vse te stvari so zelo pomembne. Za samo izdelavo gume in za uporabo. Grobi profili za teren, neke bolj gladke variante tudi proti pisti, potem imamo zdaj te, jaz jim rečem, kar hibridne gume, ki so recimo nekje med touring in šport gumo, so po sredini imajo trši material, na robu mehkejši, če greš na neko razdaljo, da ni prevelika obraba po sredini. In pa, če želiš kratke ovinke, malo bolj dinamično odpeljati, je na strani dosti mehak material in kar zelo dober oprijem nudijo. Redki smo vozniki, ki uporabljamo motocikel celo leto. Ampak tisti, ki ga, lahko nanj namestijo tudi zimske pnevmatike? Ja, prav za take motorje, ki so v uporabi celo leto, obstojajo zimske pnevmatike in so zelo solidne v snegu. Kaj pa zračnica? Včasih stalnica, danes pa bolj kot ne redkost. Je zaradi tega uporaba bolj tvegana? Guma brez zračnice je bolj varna, ker tudi če povozite kakšen žebelj ali kaj takega, bistveno bolj počasi spušča zrak, kakor če je noter zračnica. Vse več avtomobilov nima več nadomestnega kolesa, ampak le še kit oziroma sprej za popravilo počene pnevmatike. Je kaj podobnega mogoče zdaj tudi pri motociklih? So spreji z polnilom, ki nekako zapolni tisto, seveda to so manjše poškodbe. Obenem lahko je v tem spreju tudi tlak, da že napolnite pnevmatiko. So tudi druge rešitve, da enostavno daš popravilo kot neko fliko noter, neko injekcijo, zapičeš in potem z stisnjenim zrakom spet v bombicah to napolniš. Ker je motoristična sezona pred vrati, vam zaželimo le še srečno in varno vožnjo. Še prej pa seveda poskrbite, da bodo vaši jekleni konjički ustrezno obuti. Srečno!